V tem projektu govorimo o ustvarjanju nekega avtonomnega organizma. Lahko bi rekli, da celotno zanimanje, ki je pri mojem delu, nekako izhaja v osnovi iz gibanja. Ali so to neki mehanizmi, ki se premikajo, ali pač govorimo o nekem gibanju, ki je otežkočeno ali na en način disfunkcionalno. In na ta način se mi zdel takrat, ko sem začel s tem projektom, to nek vstop v to moje razmišljanje o tem delu. Recimo, ker je veliko nekih telesnih okvar, poškodb ali bolezni, ki vpliva na človeško telo, in načeloma ta del, recimo, tkivnega inženiringa v medicini sami želi vzpostaviti te povezave oziroma ozdraviti te bolezni. Tako da na ta način je ta neka vstopna točka zame bila recimo to neko disfunkcionalno gibanje, kateri se pol veže na tkivni inženiring. Če bi na en način lahko rekli, da ustvarimo neko avtonomno telo, bi recimo to imel nekega robotka, ki bi bil dejansko narejen iz živih celic, iz živih organizmov, pritrjen na pač neko strojno konstrukcijo. Tukaj se predstavlja projekt BioBot, je že kar cel opus, ki traja kar nekaj let. Namen je narediti nekako kibernetični organizem z spajanjem biološkega dela, tkivnega inženiringa skupaj z strojno opremo. V večjih letih so se razvijali posebni segmenti ali moduli tega dela. Zdaj v tej postavitvi imamo nekako celo laboratorijski prostor, nek premični laboratorij, v katerem je tudi inkubator za tkivne kulture, ki je bil razvit v sodelovanju s Kambičem za potrebe projekta. Projekt biološki tkivnega inženiringa je relativno kar dosti zahteven. V tem delu trenutno so nevroni, od katerih živčne celice iz hrbtenjače, iz katerih pač merimo informacije, katere potem vežemo na model nekega telesa, ki bo v prihodnje tudi sprintan in se bo premikal. V tem prvem delu so nevroni, v tem inkubatorju, ki se je razvil, in potem, ki se stimulirajo z generatorjem signala, in vsi te podatki grejo pač preko programa. Zdaj trenutno se vizualizira ta telo tega biobota, ki ima pač neko premikanje. V nadaljevanju že delamo na tem, da bo tkivni inženiring tudi na področju mišičnega tkiva in bo v bistvu ta cela konstrukcija, ki jo bojo premikale mišice, ustvarjene mišice, katere bojo pač uravnavali ti nevroni. Mene so vedno zanimali ti mehanizmi, neko premikanje, tudi različni materiali. Ta meja recimo med živim in neživim, organsko, neorgansko kot kiparstvo. Biotehnološki proces v projektu BioBot je dokaj kompleksen. Iz mišjih matičnih celic moramo skozi diferenciacijo in kompleksne protokole priti do nevronskih celic, katere morajo zrastiti na multi-electrode arrayu, kjer potem lahko dobivamo signale za BioBota samega. Pri tem projektu merimo električni potencial pri nevronih, katere tudi stimuliramo. Potem, ko dobivamo podatke od nevronov, koliko ima napetost, to predelamo za nekaj, kar bo računalnik dal naprej robotu. V bistvu merimo elektriko, ki jo nevroni proizvajajo. Da pa nevroni proizvajajo,
elektriko nekaj tudi sami, nekaj jih pa tudi sami stimuliramo. In nas v bistvu zanima, kako se nevroni odzivajo potem, ko jih stimuliramo. Ker to je tista naša povratna informacija. Se pravi, damo signal nevronom in oni nam povrnejo nazaj informacijo. Zdaj, da smo to naredili, so bili na začetku neki prototipi, ki smo jih delali. Kasneje smo pa ugotovili, da obstaja tudi open source zadeve, ki so bile veliko lažje za narediti, veliko bolj natančne. To smo vzeli na črte in zdaj smo tukaj. Zdaj to merimo signale, stimuliramo in robot se premika. Da nam bo tehnologija tukaj pomagala. Ne samo pač, da bomo dlje živeli, ampak tudi boljše.